Dragi ljubitelji zgodb, danes bomo prebrali tisto, ki jo je napisala Mateja Gomboc, nosi pa naslov Kaj pa jaz? Kam pa kam? Vpraša Ana svojega brata, ki si nervozno natika superge. Kvaji za ministrante, koliko dela imam, vzklikne Vid. Dela? Kakšnega? Zanima Ano. Resnega, saj sem vendar ministrant, vzklikne Vid. To pa res ni nič takega, ga zavrne Ana. Stojiš tam spredaj med drugimi ministranti, oblečen v tisto svojo haljo in poslušaš župnika. Ani namreč ni všeč, da se je župnik odločil samo za fante, ko je določal nove ministrante. Vid se postavi po konci. A tako? Kaj pa skrb za knjige, za kadilnico, za pušico, za vodo in vino, za hostje? A si predstavljaš, da kaj zamešam? Župniku vse prinesem, on pa samo mašuje. No ja, in pridigo napiše. Čakaj, se upre Ana. Tudi jaz imam veliko dela. Pojemo v otroškem zboru. Veš, koliko vaj imamo šele mi? In pesmi moramo znati na pamet. In peti jih moramo pravilno. Pa včasih berem prošnje. Ne samo to, celo sestavim jih. In to tudi za druge, zato da ne prosimo vsi istega, naj v šoli ne dobimo slabe ocene in naj bo po vsem svetu mir. In enkrat sem pri otroški maši brala berilo. Kaj pa jaz? Zakaj jaz nič ne počnem v cerkvi? Se oglasi Dora, ki se jima je približala od zadaj. Ker si še premajhna, rečeta Vid in Ana hkrati. Jaz? Premajhna? Saj vendar hodim v 1. razred. Sploh nisem več v vrtcu, se Dora bojevito postavi zase. Ja, k zboru boš tudi lahko hodila šele od 3. razreda naprej, zamišljeno pokima Ana. In k ministrantom tudi ne moreš, ker smo to samo fantje, skomigne Vid. Pri babici so pa tudi ministrantke, preselila se bom k njej, se odloči Dora. Potem bom pa imela celo sobo zase, se razveseli Ana. A samo za hip, ker je ob večerih tako fino, ko Dori bere pravljice in se potem pogovarjata. Saj ne bom kar šla, odkima Dora. Najprej si bom poiskala kakšno delo tukaj, v naši župniji. Kakšno delo, razmišlja Ana. Morda bi lahko bila katehistinja ali pa postala kuharica pri župniku. To sta seveda Vidova predloga. Ko bom velika, bom vse to in še marsikaj drugega, se Dora ne pusti zmesti. Lahko bi tudi vezla mašne prte ali pa celo plašče, nadaljuje Vid. Ko bom velika, saj sem ti rekla, pribije Dora. Joj, že zamujam, adijo, pošine Vid uro, si natakne čelado in odbrzi s kolesom. Jaz moram pa vaditi, vzame Ana note in sede h klavirju. Dora ostane sama. In ko se ji pred očmi že spet zariše vprašanje, kaj pa jaz, se pojavi mami. Grem pospravljat cerkev pred prazniki, reče in si že oblači plašč. Saj boš pridna, kaj ne, Dora? Dora že skoraj obljubi, ko se zave. Kam si rekla, da greš, mami? Pospravljat? Tako je. Pometat, ometat, brisat prah s klopi in oltarja, prat po tleh. Dogovorjeni smo, saj boš Grem lahko s tabo? Vse to znam tudi jaz, tako bom še bolj pridna, se navduši Dora. To pa sploh ni slaba ideja, pokima mami. Pa pridi. Kaj pa jaz? Smem tudi jaz zraven? Se na vratih prikaže Ana, ki je v resnici vse skozi prisluškovala. In klavir? Vpraša mami. Bo počakal, zagotovo se ne bo premaknil niti za 5, ji zagotovi Ana. In gredo vse 3, ki imajo prav tako veliko dela kot Vid.